45. sejem Narava zdravje je osrednji dogodek, namenjen osveščanju javnosti k zdravemu življenjskemu slogu. Skladno s sejemskim sloganom Podari jabolko so obiskovalci pri prihodu na letošnji sejem prejeli jabolko kot simbol zdrave, sveže in lokalno pridelane hrane. Da so v naš način življenja vključeni vsi 4 vsebinski sklopi sejma. To je prehrana, to je zdravje, to je wellness in gibanje in to je seveda tudi naš odnos do okolja, ki ga predstavlja vsebinski sklop Ekodom in okolje. V vsebinskem sklopu prehrana pa še posebej izpostavljamo lokalno, sveže pridelano hrano, tako hrano, ki čim manj potrebuje od zemlje, od vrta, od njive do krožnika. To pomeni, to je tudi slovenska hrana in prav je, da se zavedamo, da imamo vrsto naravnih dobrin in da smo ponosni na to. Privlačen in poučen obsejemski program je ponujal pestro dogajanje za vse generacije. Od ekodelavnic in lutkovnih predstav za otroke, pa vse do strokovnih predavanj o zdravi prehrani in svetovanj o aktualnih boleznih. Poseben poudarek je organizator skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije namenil tudi informiranju o certifikatih, ki se pojavljajo na embalažah živil in drugih izdelkov. Prišli smo kar vse pogledati, pritegnilo nas je pa predvsem ta zdrav način življenja, pa zaradi otrok, da malo pokažemo mladim. Sejem obiskujem vsako leto, ker me zanimajo te alternativni pristopi k zdravljenju in zdrava hrana. Zanimiv se mi zdi cel sejem, dobro početi, da si zdrav je pa, da veliko telovadaš, zdravo hrano, pa si pozitivne energije. Zanima me praktično vse, kar je na področju zdravja. Kaj je najbolj zanimivo do zdaj, kar sem pogledala, so mi bili ti prehranski dodatki, pa te masaže. Ja, narava je že v osnovi vedno zdravje, ne kemija. In tega bi se mogli vsi držati. Pomen mlečnega sektorja in kakovostnih mlečnih izdelkov je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije na sejmu predstavilo s prikazom Mlečne poti. Z namenom promocije hrane pridelane v Sloveniji pa je ministrstvo otrokom na sejmu postreglo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Veliko govorimo o povečanju samooskrbe na področju zelenjadarstva. To je področje, kjer ocenjujemo, da je tudi glede na naravne pogoje, se pravi, da ni potrebno imeti veliko število hektarjev, kar je za marsikatero panogo potrebno, moč doseči z dobro organizacijo, tudi z dobrim medsebojnim povezovanjem teh proizvajalcev in v tem delu tudi vidimo eno veliko priložnost, ne samo v zelenjadarstvu, ampak tudi na drugih področjih. V zadnjem času poskušamo tudi zaobrniti tok, ki se dogaja v prašičereji, tu samooskrba pada, smo pa bili v zadnjih letih uspešni, da se nam je dvignil procent samooskrbe na področju pridelave žit. Tu mislim, da se še tudi lahko določeni rezultati dosežejo, medtem ko je tradicionalno živinorejskih proizvodov v slovenskem prostoru dovolj. Najboljša je tista hrana, ki jo pridelate doma, kar se mene tiče slovenskega porekla. Jaz mislim, da veliko Slovencev prideluje svojo hrano doma in mislim, da bo to v prihodnosti najbolj pomembno. Absolutno je super, da se ljudje lahko srečujemo na takih mestih, da se lahko pogovarjamo, veliko novega izveš pri proizvajalcih ali pa srečaš koga, pa ne, je že to en tak lušten družaben dogodek. Skratka, ja, super, da je sejem. Najprej smo se mi vse osredotočili malo na variante medu, marmelad, kakšnih čajev, ker jih imamo zelo rade. Pričakali so nas tudi smutiji, ki se nam zdijo tudi odlična stvar tudi za zajtrk, pa tudi mogoče čez dan ali pa po kakih naporih, ker so sestavljeni in iz sadja in iz zelenjave. Tako da ja, smo bile zelo presenečene nad ponudbo, malo smo že tudi kaj kupile. Izdelke, dejavnosti in ekološko ozaveščene ideje za zdravo življenje je na letošnjem sejmu predstavljalo 285 razstavljavcev iz 15 držav. Dober odziv obiskovalcev pa je tudi letos izvala menjava odsluženega mobilnega telefona za sejemsko vstopnico po nižji ceni. Odziv je zelo dober, sem presenečen nad velikim številom obiskovalcev.
Glede na to, da je naš produkt namenjen varovanju narave in izboljševanju zdravja, smo zato tudi tukaj. Ta sejem ima zelo dober renome v slovenskem prostoru. Namen dobrodelne tržnice je vedno pomagati otrokom in to na zdrav način. Zdrava jabolka, bio jabolka, 1 evro sicer stane, ampak gre vse točno z namenom otrokom. Odločili smo se pa za sejem Narava zdravje, zato ker sem prihajajo in plačajo vstopnino, te, ki na naravo in zdravje nekaj dajo. Kakšen je odziv na letošnjem sejmu Narava zdravje in pa kakšen je odziv tudi na dobrodelno tržnico? Odziv se mi zdi boljši kot vsa leta do zdaj, pa že desetletja nisem nobenega spustila, pač kolikor časa traja. In mislim, da je vsako leto ta ozaveščenost, koliko je to vredno, da živimo zdravo pa puščamo planet čim boljši, neverjetno raste. Mi vsako leto predstavljamo svoje izdelke na sejmu Narava in zdravje. Naš cilj je tudi to, da vsem strankam vsako leto predstavimo novitete in da stranke ozavestimo o novostih oziroma izdelkih, ki so na tržišču in v trgovinah. Kakšen pa je odziv? Mi moram reči, da imamo fantastičen odziv. Stranke zelo rade pridejo na našo stojnico, zato ker punce delamo tukaj z dobro voljo in dobro energijo. Imamo bambusove izdelke, spodnje perilo, obiskovalci se pa zelo dobro odzivajo. Zdaj neki že poznajo, neki še ne, ampak je izredno dober odziv. Za restauracijo, za zdravo hrano smo se zato odločili, zato ker je vedno večji trend po zdravi hrani. Sodelujemo z podjetjem Mediacor, kar se pa odziva tiče, pa zelo, zelo dober. V okviru sejma pa se je uradno zaključil že 3. vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga organizira društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Na podlagi podatkov o stanju okoljskega udejstvovanja in načrtovanja lokalnih skupnosti je strokovna komisija podelila naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2012 občinam Vransko, Vojnik in Mestni občini Ljubljana. In tu se vidi, da znamo res ohranjati naravo, predvsem za potrebe naših vnukov, vnukinj, da bojo imeli enako lepo naravo, kot imamo mi sedaj, ko bo to stari, kot smo mi. In pa tretje, ne, ta narava tudi pomaga, da ohranimo prijateljstvo med ljudmi. In to priznanje že prvo, drugo in sedaj tretje nam je izjemno veliko spodbudo in mislim, da je doseglo svoj cilj v naši občini. To pomeni, da si še bolj prizadevamo za okolje prijazno občino. Da smo pa se okoljsko usmerili, pa ni glih naključje, ampak smo sledili tudi ekonomskim interesom in pa predvsem naravnim danostim. Tako da ne gre samo za neko akcijo, ampak gre preprosto za način življenja. Sejmsko prireditev Narava zdravje je v 4 dneh njenega trajanja obiskalo 22.000 ljudi, katerih ozaveščenost je prispevala tudi k uspešno izvedenima akcijama zbiranja odpadnega papirja v organizaciji Ekologov brez meja ter zbiranja gospodinjskih odpadkov in oblačil v organizaciji podjetja Snaga.